reči, da sem se te tekme z Grosupljem kar bal, ker ekipa Grosuplja je odlično vodena in odlično trenirana. To sicer danes ni bilo najbolj videti, ker mi nismo to dovolili, ampak na vseh preostalih tekmah ne smemo pozabiti, da so oni premagali na Heliosa, da so oni bili v egal tekmi z Rogaško, da so oni bili v Šentjurju na zmagi. Se pravi, ekipa spoštovanja vredna, ampak so naleteli tokrat res na malo močnejšega, pa dosti močnejšega nasprotnika. Jaz pa moram reči, da me veseli to, da se zdaj dvigujemo. To se zdaj vidi in jaz upam, da se nisem kaj dosti zakalkuliral, ko sem pred sezono napovedal, da bomo mi nekje po novem letu kazali tiste naše prave obrise igre naše. In gremo v tej smeri, to najbolj veseli. Imamo še ogromno za popraviti, ogromno za narediti, predvsem te napake. Določeni igralci imajo mogoče tudi problem s pristopom, ampak to je njihov problem, ne moj. Tako da tisti, ki so na terenu, oziroma tisti, ki bodo igrali obrambo, tisti, ki igrajo obrambo, tisti, ki se podrejajo kolektivu in tisti, ki igrajo odgovorno košarko, tisti bodo absolutno igrali in takih imamo v tej ekipi praktično vse, ampak določene situacije so danes že tudi na kakšni tekmi prej dale vedeti, da pa se mogoče malo prehitro opustijo, določeni začnejo z nekimi izleti v neznano. Tega jaz enostavno ne dovolim in tudi prihodnje ne bom dovolil. Tisto, kar je najbolj bistveno, je to, da smo mi danes zmagali, da nadaljujemo zmagovalni niz, da so se fantje sprostili, to se vidi, in da zdaj končno verjamejo to, da so kvalitetni, da imajo kvaliteto, ampak da nikoli ne smejo zaspati. Na lovorikah se ne spi in imamo še ogromno za delati, trdega dela je pred nami, smo pa na pravi poti in to me zelo veseli. Ja, tako smo se vsi želeli, smo tekmo začeli zelo agresivno v obrambi in potem je steklo napadov, napadali smo njihove šibke centre, ki so pod košem, ki so nekoliko nižje, to so tako imenovane štirke in potem zopet tretja četrtina, tako smo se zmenili, isto napadamo na začetku tekme in dali smo nekaj lahkih kontre, pol kontre in potem nam je tudi šel stekel in tako smo pripravili tekmo suvereno do zmage. Ja, seveda Liga Alba je neko poglavje više, ne. Meni je to zelo pomagalo, boljše tekme, boljši nasprotniki, boljše obrambe in jaz sem to dobro izkoristil, to minutažo, ko sem dobil in to mi je zelo pomagalo tudi zdaj v slovenski ligi. Imam že nekaj izkušenj in vem, kako je treba igrati in jaz se trudim po najboljših močeh. Ja, začeli smo tako, kot smo si želeli, prišel je manjši kiks proti Mariboru, ampak to smo že pozabili in gremo zmago po zmago. To še vedno boli in mi vsi komi čakamo, da imamo povratno tekmo z Mariborom v Mariboru in gremo na zmago, ne smemo si to privoščiti, da štirikrat izgubimo proti Mariboru. Sigurno, jaz bi na začetku rekel, prvo, da bi se zahvalil Pivovarni Laško, da nam daje take izredne pogoje, da imamo svojo dvorano, da lahko kot prvo treniramo, koliko hočemo v naši dvorani. Drugo, kaj je najbolj pomembno, je, da za en klub je to ena temeljna plošča za eno hišo, za eno dobro hišo, to se pravi, bez mladih ni dobrega kluba. V zadnjih 3-4 letih smo res se trudili, da dobro delamo, ampak vedno je nekaj večji, vedno se trudimo, da bi vsako leto nekaj poboljšali. V zadnjih 3 letih smo imeli 20 igralcev na evropskih prvenstvih iz našega kluba in seveda je to ena številka, ko nam daje motiva, da bi še naprej delali tako dobro. Glede samega dela tih mladih je absolutno morajo biti kvalitetni trenerji. Bistvo je, da en mladi igralec, ko začne trenirati košarku, jaz pravim, ne moreš iti iz osnovne šole na fakultetu. Tako je, to se pravi, mora se početi srednje šole. Tako da najbolj pomembno je za mladega igralca, da gre skozi tu osnovno šolo, bi rekel, košarke, ker če nekaj manjka, če ne bomo dolgo delali, ko je zelo mlad, koliko bo starejših, ni časa in ni trenera, da bi to popravil, kaj je zamudilo od začetka. To se pravi, izobraževanje trenera je zelo pomembno, so zelo pomembni trenerji, kateri delajo z mladimi, ampak tudi razen te košarke, kaj se morajo učiti te osnove košarke, tudi njihov odnos do kluba, do samih
tih relacij, glede kaj pride vse zraven košarke, to se pravi obnašanje na igrišču, v slačilnici, obnašanje do igralcev, to se pravi, da bomo tudi delali na tem segmentu. Sigurno, da nikdar ni dovolj, zato smo v zadnjem času podpisali eno sodelovanje s Partizanom ravno iz tega razloga, da vidimo, kak en velikan dela z mladimi in tudi bomo šli na druge klube, da vidimo, kakšne načine, da razmenjamo te informacije. In ker pravim, je budućnost slovenske košarke, so mladi in cilj vseh klubov in cilj vseh delavcev košarke, da najdemo čim več kvalitetnih košarkarjev, kateri lahko igrajo za reprezentanco.